Odpiram zdaj razpravo. Približno, malo bo še, ne bi šlo še dimor. Pa ne preveč. Slišali smo 5 zanimljivih referatov in odpiram razpravo. Dobar dan, lep pozdrav vsem. Jaz bi za magistro Natašo Miličević imel vprašanje. Največ me ne pozna, jaz sem Miran Petrčan, pokojni poslanec Državnega zbora, med leti 82, 80 in 86 sem delal v Uradni federaciji. Zanima me predvsem, ali je možno pri zelo zanimivem vprašanju odnosa črnogorskega in srbskega naroda povedati, kateri so argumenti, ki jih uporabljajo zagovorniki teze o Črnogorcih kot samostojnem narodu in o Črnogorcih kot delu srbskega naroda, teze za, argumenti proti, in kakšni so pogledi glede tega vprašanja danes med Mlado generacijo v Srbiji in med teritorijalci v Srbiji. In drugo vprašanje, ki bi ga imel za dr. Jurija Hadalina, to je vprašanje, ali se je spremlja glede na odnose represivnih organov. Tudi diskusija, ki je bila v letu 1988 ob sprejemanju oziroma spreminjanju Zvezne ustave. Takrat je namreč bilo veliko zahtev, da naj se ukrepi vloga federacije v pravosodnem sistemu, v sistemu izvršne oblasti, pa tudi v sistemu tožilstva in podobno. Šlo je za vprašanje pristojnosti za sprejemanje kazenske zakonodaje in kazenskega postopka in za vprašanje, na kateri ravni naj se zaključujejo kazenski postopki ali naj postopki ima možnost pritožbe in odločanja do Vrhovnega sodišča Jugoslavije ali ne, kar se meni zdi, v tistem času je bilo to eno od pomembnih vprašanj odnosov v Jugoslaviji. Hvala lepa. Vi ste postavili praktično 2 pitanja u okviru jednog pitanja. Ako se dobro razumela, znači koji su argumenti za nacionalnu posebnost? Koji su argumenti koji upotrebljavaju jedni i drugi? Sada, što se tiče, znači, kako se zove, u onom vremenu, 1945. mislim i 50. Znači, prosto, što se tiče federalnog, mislim, uspostavljanja nacionalnih posebnosti i Makedonaca i Crnogoraca. Različiti su, kako kažem, argumenti upotrebljavani. Najčešće dakle da recimo Crnogorci posjeduju kao specifičan narod, posebno recimo, ne znam, ekonomske, istorijske i druge razloge da su imali pre toga nezavisnu državu. I postoji taj čuveni članak Milovana Đilasa u kome on naširoko i nadugačko zapravo pokušava da argumentuje tu nacionalnu posebnost, mislim da je iz 45. baš godine izašlo gde on zapravo isto tako nastoji da opravda tim istorijskom tradicijom i sličnim stvarima, dakle, tu nacionalnu posebnost do duše opet vezano kao tvrdeći, dakle, da Crnogorci su se razvili kao poseban narod na prostoru na kome su živjeli. Što se tiče Makedonaca, dobro, oni su uvijek naravno imali tu specifičnost, argumenti naravno građanske strane su bili da su za njihovo oslobađanje utrošeni toliki nebrojni ljudski životi, posebno srpske strane, i da Srbi imaju pravo, dakle, na tu teritoriju. Naravno, i zbog tih, već sam pomenula, saobraćajnih i svakih drugih, veza, to prosto taj izlaz na Solun odavno je bio kao, u srpskom
u srpskom građanskom, u srpskom građanskim idejama koja je jedna važna stvar. I oni nisu Makedonci zapravo doživljali, to je stara Srbija. I samim tipom što je stara Srbija, prosto nisu doživljavali Makedonce kao deo sopstvenog naroda. Čak, dakle, s obzirom da su bili u Turskom i tako dalje, to ste 2 godine, dakle, Srbija slala, dakle, svoje činovnike, razne prosvetne kulturne akcije sprovodile, dakle, da bi prosto taj, kako kažem, prostor i nacionalno nekako izgradila. Što se tiče današnjeg vremena, u današnje vreme, dakle, mi smo svedoci da su se prosto 2 države međusobno odvojile i da je to proces prosto dugog trajanja. On je postojanje federalnih jedinica već od 43. pa na ovamo je prosto stvorio i određenu nacionalnu posebnost, jer taj doživljaj, to je stvar opet identiteta. U današnje vreme, recimo, znamo dakle da u Srbiji postoji jedan otpor, dakle, koliko je prilikom razdvajanja postojala, recimo, većina koja je nekako bila za održanje zajedničke države, tako dakle sada već kako vreme odmiče, procenat oni koji dakle gledaju na prosto Crnu Goru kao nekako blisku se nekako smanjuju, osim naravno tih nekih tradicionalnih veza, rodbinskih, rođačkih i tako dalje. A što se tiče same Crne Gore, koliko sam ja upućena, naravno tamo opet postoji ta podeljenost na jedan srpski deo i na jedan crnogorski deo i oni prilično nepomirljiv. Dakle, sad je nešto iz sopstvenog iskustva i poznajem neke koji su poreklom iz Crne Gore i koji su se, verovali ili ne, dakle, posvađali sa svojim rođacima upravo zbog toga kojoj strani pripadaju. Znači, to su stariji ljudi i prosto ne mogu da shvate, dakle, da neko sada se osjeća više Crnogorcem, a neko osjeća više Srbinu. Tako da, i prosto ne govore. Tako da, ja znam da sam ja bila prosto iznenađena kako nešto to može da bude toliko duboko i kao kažem, da je dovelo do potpunog prekida, dakle, rođačkih veza, znači to su u pitanju vrlo bliski srodnici. Tako da i na tom nivou nekako se vrše te neke vrste podela i pitanje je do kada, mislim, da li će to biti neki procesi dugog trajanja koji će opet dovesti sad, ne znam, u Crnoj Gori do određenih procesa koji možda će imati neke nesagledive posljedice, to ne znamo, to ćemo reći. Ne znam da li sam baš bila dovoljno Moja se pa zanima za vprašanje, kajti Ira pravzaprav še eno možnost, ki je se tako gledati še za določene smeri, kam so se stvari razvijale. Jaz sem tukaj že bolj na začetku raziskovanja v tej smeri, ampak dejansko so pa te debate leta 8 v okviru spreminjanja ustave, pravzaprav se je tle označiti čas, ko se je Slovenija začela zavedati, šla v branko za dosego tega, kar je že prejšnja ustava dala. Tako da to je razumno kot nek boj med centralizmom in spet obnovljenim srpskim centralizmom in obrambo Slovenije pred tem. Pa da so te razprave v tistem času kar divne. Lahko? Samo da utemeljim. Hvala lepa. Jaz sem to vprašanje postavil iz razloga, ker sem mnenja, da v Sloveniji sploh nismo spremljali danes, ko smo samostojna država in da nimamo pogleda v to, kaj se je leta 1988 ob takratnih spremembah zvezne ustave dogajalo. Namreč mislim, da je pomembno, da je takrat v tistem času, spomladi leta 1988, takratna slovenska skupščina sprejela 14 točk, v katerih je rekla, da ne bo dala soglasje k zvezni ustavi, če bodo ostali njena vsebina. Od teh 14 je bilo veliko tudi na področju pravosodja in nekaj na ekonomskem področju in od teh 14 so vse obveljale, razne ene, ki je zadevala jugoslovansko armado.
tam pa Slovenija ni vzdržala, ker je bila to preveč centralna inštitucija, ki bi se ji težko, rekel, politično in tudi sicer uprli, ampak zanimivo je, da še danes velja, da je v tistem času Slovenija v celoti klonila pred pritiski večjega centralizma v Jugoslaviji, dejansko pa bi bilo dobro to vprašanje preučiti in ga spremljati tudi prav iz vidika tega odnosa do vsebine takrat predlaganih ustavnih sprememb. Bila je priložnost, zato sem to vprašanje postavil. Hvala lepa. Hvala. Mogoče bi še najprej Dašo Vučevič nekaj pripombo, ta odnos do Črnogorcev in Makedoncev, zato do Srbije in Črnogore je očitno, ko se v neki meščanski politiki še v začetku, po drugi svetovni vojni, začetku recimo po osvoboditvi, recimo je prevzel veliki meni Dobrica Čosič. Je pa zanimivo tudi, kar sem že jaz pokazal, da so vsaj v 57. številki Nove revije, recimo Urbančič je temu pokazal tudi dvome in se temu priklonil, ali so Črnogorci narod, ali so prava nacija, ali so Makedonci prava nacija. Tako da je tudi ena stvar, ki je tudi stvar dolgega trajanja, oziroma ena stvar, ki prihaja, neka stvar, ko je trajna. Gospod Lebinčič, mislim, da ima še zavrljivije včerajšnje. Hvala za povabilo. Včeraj se jaz nisem govoril o državnosti. Jaz bi samo na kratko pogledal nekaj stvari, vezano za tole gospodarjenje Slovenije, to je Slovenije, ki sem šel s partnerstvom nazaj. Torej, če govorimo o gospodarski politiki Slovenije v tem obdobju 45-90, potem se ga da v grobem razdeliti na 3 faze. Ena je prva faza obnove, glede na, da je bila Slovenija zelo razrušena, v tem drugi svetovne vojne, mislim, gospodarsko razrušena, in industrializacije. Tu bi navedel samo 2 podatka, da ne bi predolg. Torej, Slovenija je šla v tej industrializaciji v bistvu z določenim zaostankom v graditev tiste industrije, kot so že prej zgradile Belgija, Francija in nekatere druge države v Evropi. Tako da je od 39. do 54. leta se povečala proizvodnja strojev in osnovnih sredstev za 7-krat, revolucijske materijala skoraj za 3-krat, medtem kot je gospa pregovorila, ko gre pa za potrošne dobrine, pa samo za 60%. Skratka, ten podarek je bil na teh bazičnih gospodarskih dejavnostih in pa na energetiki. V drugi fazi je, to je nekako, rečemo, po 60. letu, veste, da se je takrat odprl aerodrom Brnik, da je ustanovljena bila družba Adria Airways, da je 58 leta bilo odprto koprsko pristanišče, da je bil ustanovljena splošna pravna Piran, je šla gospodarska politika v smeri podpiranja oziroma spodbujanja izvoznega gospodarstva, ki je Slovenijo, tako če spet najkrajše možno rečem, pripeljala do konca v 80 letih, do tega, da je Slovenija imela mednarodno odprto gospodarstvo. To sprav imela je neseštevanje izvoza blaga in storitev in uvoza blaga in storitev je presegel letni družbeni proizvod. To je točno že čez. Če bi še tu mogoče samo eno stvar vam povedal, dolgoletno prizadevanje gospodarske politike Slovenije, tam nekje od 65 let naprej, je bilo, da bi v izvozu na konvertibilno področje, sploh na Zahod, da bi ne imela samo suficit, kot ga je imela, ko govorimo o storitvah,
turizmu, prometu in naprej, ampak tudi v blagovnem izvozu in to je dejansko uspelo v 80 letih. V 80 letih Slovenija imela tudi uravnano bilanco blagovnega izvoza glede na uvoz iz konvertibilnega področja. Mogoče sem še ta podatek, da povem, 3/4 slovenskega izvoza je šlo na konvertibilno področje, 1/4 pa na Rusijo in na te druge države. Mogoče bi zdaj gospoda počasi prosil, če bom. Ker bi rad sprejel še eno vprašanje, smo že zašli čez čas. Aha, ja razumem. Prav, se vam zahvaljujem, če bo še kakšno vprašanje, bom nekaj to odgovoril. Hvala. No, mogoče še eno vprašanje. Potem še vrstujec. Na vprašanje, če sem si prav zapomnil v unih tabel, ki je pa Marta pokazala, je bilo v 70 letih več kot 4% dohodka je šlo za poplačilo kreditov. V 80-ih pa en. Zdaj me zanima, se tisti 1% da ugotoviti, koliko delež tega je naglo, skaj ta številka to knjiža, zato ker gre delno res za zmanjševanje iz razloga nižjih prihodkov in koliko pa je tukaj morda tistega naglega poplačevanja kreditov, ki so bili najeti v 70-ih, niso bili revalorizirani, postali so minimalno obremenjujoči in je potem nekdo pač to naglo poplačal, namesto da bi še 10 let leto. Zdaj to, se pravi, poplačevanje kreditov se predvsem nanaša na to, na gospodinstva. Se pravi, v 70-ih letih so bili na voljo pogodni krediti, ki so se ljudje zadolževali. V 80-ih letih pa so bili na tem področju restriktivni krediti, se pravi, niso bili pogodni pogoji kreditiranja in zato so se tudi manj zadolževali. Isto vprašanje se vrema pojavlja. Kdor pozna tisto situacijo, vsem da ve, da je do revalorizacije strašno počno prišlo in tisti krediti so popolnoma izgubili ob hkratni silni inflacijski rasti prihodkov, ki so sicer zaostajali za inflacijo. Kljub vsemu so bistveno rasti primerjali z revalorizacijskimi faktorji, ko so bili končni. To se je zelo praviče za zaključe. Izbeljujem se na drobno vprašanje v zvezi z podavilom referatom. Vi ste omenili tam, da po letu 1951 v Sloveniji ni bilo več političnih procesov. Ne, da jih ni bilo, da se manjšajo, oziroma da pa ni bilo, procesi so seveda bili. To zdaj definitivno, nekje smo imeli številko, da ta številka pada 50 let v tem času. Govorili smo pa o tem, da ni več izvršene smrtne kazni zaradi tega. Tukaj je vprašanje, a se zdaj vprašanje verbalnih deliktov, a se to zaprav te šteje v politične procese, ki gre za vsake za verbalnih deliktov, za pisanje prosepisov. To niso politični procesi, ko so bili tisti 40. Ima pa to je pa ravno ta. Ti procesi so še. Ja, v političnih procesih vsekakor restriktivnost je pa drugačna. Hvala. Jaz bi na tej točki zdaj kar zaključil, ker smo šli že čez čas predviden za razpravo.